človek ima zmožnost domišljije, vizualizacije oziroma predstavljanja. Domišljija pomeni zmožnost, psihološko-psihično, duševno zmožnost človeka, da si zamisli nekaj novega, brez da bi že tudi v tisti konkretni situaciji zamišljenega kdaj bil, da bi že to situacijo kdaj videl ali pa drugače občutil. Odrasli jo poznamo na primer kot sanjarjanje, ko takole kdaj v sproščenem stanju si zamišljamo kakšno situacijo, dogajanje, sebe vidimo v tem dogajanju. Ker pri domišljijskem predstavljanju, zamišljanju nečesa, pogosto v svoji notranjosti vidimo neke vrste podobe, jo imenujemo tudi vizualizacija, predstavljanje. Ali pa domišljijsko ustvarjanje podob. Kajti v notranjih podobah ni nujno, da samo vidimo slike, lahko tudi občutimo drugače. Slišimo zvoke, lahko čutimo, vonjamo, okušamo. Gledam to cvetoče drevo. Opazujem cvet in si že zmorem predstavljati, kako čebele, ki letajo naokrog, oprašijo ta cvet, kako bodo venčni listi odpadli in kako se bo naredil nastavek drobnega sadeža. Zelen bo in ta drobni sadež bo rasel in rasel in potem se bo nekega dne obarval in tukaj bo sliva, ki jo lahko pojem, ki me hrani. Iz razvojne psihologije je znano, da človek zelo aktivno razvija moč svoje domišljije v obdobju nekje od 3 do 6 oziroma 7 let starosti. Pravimo, da je otrok takrat v obdobju magičnega, domišljijskega sveta. V svoji duševnosti burno, hitro razvija zmožnost predstavljanja in za tisto obdobje, tudi imenujemo ga animistično obdobje, velja, da ni ovir, da lahko predmete doživlja kot žive, v bistvu si lahko predstavlja karkoli želi. Moč domišljije je pri otroku možno krepiti tako, da otroka spodbujamo v bogatem dražljajskem okolju, mu nudimo dobre zgodbe, da ga spodbujamo v igrah vlog in da ga tudi je zelo pomembno, da ga varujemo pred tistim, kar mu lahko moč predstave zmanjšuje. Tu pa gre za vizualne medije. Kajti slike, ki jih ti gledaš po ekranu, se v tebi nalagajo in ne krepijo moč vizualizacije. Moč vizualizacije mora nastajati v tvoji notranji televiziji. Predstava, imaginacija nam omogoča reševanje problemov kar v svoji notranjosti, brez da bi jih že recimo reševali zunaj. Naprimer, gradbenik si zastavlja, kako bo gradil hišo in že mnogo problemov v notranjem polju razreši, preden gre reševati te probleme v konkretnosti. Kaj nam še omogoča vizualizacija? Omogoča nam, da udejanjimo svoje želje, krepi naše specifične sposobnosti, v težki situaciji nam lahko prinaša neko uteho, omogoča nam umetniško izražanje, zmanjšuje stres in še bi lahko naštevali številne prednosti oziroma dobrodejnosti te naše zmožnosti, predstave, vizualizacije, imaginacije, domišljije. Prav vizualizacija
je v športu danes zelo pogosta ali pa najpogosteje uporabljena tehnika, zato da športniki izboljšajo rezultate svojih zastavljenih ciljev. Tako se pri nas s tem na veliko ukvarja športni psiholog Tušak in on trdi, da je dokazano, da se med vizualizacijo neke določene gibalne aktivnosti, če gre za šport, v notranjosti našega telesa odvijajo prav isti procesi, kot če bi iste gibe v resnici počeli. Se pravi, če si mi vizualiziramo, kako naprimer raztegujemo, krepimo mišico biceps, potem v realnosti v bistvu se v notranjem dogajanju telesa dogaja, kot da jo v resnici krepimo in v realnosti je potem tudi okrepljena. Športniki si vzamejo čas, se umirijo in si v mislih predstavijo svoj uspešen nastop, preden ga izvedejo. In na ta način potem v resnici dosegajo višje rezultate, kot če tega ne bi izvedli oziroma kot če so tekmovalci, ki tega ne izvajajo. Pozitivni učinki se potem kažejo tako pri nastopu, kot tudi na njihovi samozavesti in pa na neki splošni osredotočenosti. Tako govorijo raziskave. Vizualizacijo sicer seveda ne uporabljamo samo v športu, uporablja se tudi drugje, za spodbujanje, pomoč in sicer, kje se uporablja, uspešno se uporablja na področju porodništva, priprave na porod, je učinkovito orodje tudi za področje zdravljenja in sicer poznamo pri odpravljanju bolezni stresa ali nekaterih bolezni, kot so glavobol, mišični krči in tudi psihične težave, recimo z anksioznostjo. S pomočjo vizualizacije se lahko bolniki dobro pripravijo na kirurške posege, z njo je možno krepiti učinke kemoterapije. Je pa oblikovanje predstav povezano tudi s hipnoterapijo, torej terapijo s hipnozo, kar je recimo ena ugodna kombinacija. V nadaljevanju vabimo k vodeni vizualizaciji, ki sem jo pripravila z namenom sproščanja in pa tudi krepitev notranjih duševnih moči. Udobno se namestimo, naj nam bo prijetno. Tako da se bomo z lahkoto posvetili psihičnemu delu, ustvarjanje predstav, notranjih slik, vizualizacije. Svojo pozornost usmerimo na ta šum tekoče vode, na ta pogled na tekočo vodo. Ves čas teče. Lahko vidimo njene valove in slišimo ta enkraten tok bistre tekoče vode. V te konkretne informacije, ki prihajajo do nas, lahko dodamo svojo predstavo, vizualiziramo. Predstavljajmo si, kako sami stojimo ob tej vodi. Predstavljajmo si potočni breg, rastje na tem bregu,
in kako sami stojimo tam ob robu. Predstavljajmo si, kako gledamo v to vodo pod sabo. Kako vidimo morebiti posamezne kamenčke v njej. Mogoče celo kakšno žival, ribo. Opazujmo to svojo predstavo. V svoji domišljiji, ki ustvarja predstave, lahko komuniciramo s to ribo ali kamnom. Nam kaj sporoča? Predstavljajmo si, kako sonce boža naše telo, ko stojimo ob potoku. In kako smo v umirjenem vzdušju. Predstavljajmo si občutek, ki naj nas zajame, da je tukaj, v tem trenutku, vse dobro. V svoji predstavi vzemimo v roke kamenček, ki ga najdemo na obrežju ob potoku. Poseben kamenček. Oglejmo si ga iz vseh strani. Zaznajmo njegovo težo, njegovo velikost. Lahko se v predstavi zavrtimo z njim, se ga razveselimo, kot se majhen otrok razveseli stvari, ki jih opaža v svoji okolici. Začutimo ta občutja veselja ob pogledu na ta kamen. Lahko ga pritisnemo k sebi, ga stisnemo v dlani ali celo k obrazu. In sedaj svojemu kamenčku v svoji predstavi predajmo besedo, ki opisuje tisto našo lastnost, ki si jo želimo ojačati, okrepiti v sebi. Jo imamo, v naši domišljiji je vse mogoče. Tako se tudi poraja beseda, ki predstavlja tisto, kar bi radi okrepili, ojačali pri sebi.
katero lastnost, katero zmožnost. Kakšno čustvo mora biti. In sedaj vzemimo zlato pisalo, ki se kar pojavi tam. In s tem pisalom na kamenček napišimo to besedo. Oglejmo si kamen z zlatim zapisom, našim zapisom, zapisom naše besede, našega pomena. Začutimo občutek v sebi, morda okrepimo veselje, otroško spontanost ob pogledu na ta kamenček. Potem pa v svoji predstavi počasi stopajmo po tem hribčku navzdol, da pridemo do vode. Približajmo se vodi. Dotaknimo se je z dlanmi. Jo občutimo. Je hladna. Mora biti ni. Mnogo občutkov se lahko sproži ob tej predstavi. Okrepimo jih. In sedaj poglejmo svoj kamenček in vodo. In ta kamenček ima z zlatimi črkami zapisano našo željeno lastnost. Spoštljivo položimo vodo. Opazujmo, kako sede na dno, kako se to vidi. In gledajmo, kako ga voda boža, kako sprejema voda vase zapis, ki ga hrani kamenček. In predstavljajmo si, kako voda z veseljem odnaša to sporočilo naprej in naprej in ga razširja na vse konce tja proti morju in v morje in v ocean. In potem se zbirajo oblaki in to sporočilo je tudi v oblakih in padel bo dež in ta dež pada tudi na nas, ki stojimo tukaj ob potoku in nam prinaša sporočilo o naši lastnosti in jo tako krepi. V svoji predstavi lahko izrazimo hvaležnost vodi za ta lepi dogodek. Se ji priklonimo, morda se je še enkrat dotaknemo in že odhitimo po svojih poteh z zavedanjem, kako v nas narašča nova lastnost. In se izraža v našem življenju.
Poznamo več stopenj vizualizacije, in sicer ta najosnovnejša je mentalna vizualizacija, kjer si ti res miselno predstavljaš dogodek v prihodnosti, miselno si predstavljaš recimo, da izvedeš neko dejavnost, recimo športniki. Deluje, ta vizualizacija seveda deluje, vendar je za razliko od višje stopnje nekoliko počasnejša. Višja stopnja vizualizacije, za katero velja pa, da hitreje in močneje deluje, pa vključuje tudi vklop čustvenega telesa. Poskušamo občutiti, kako nam je, ko si predstavljamo sebe ob neki dejavnosti. Potem pa še lahko vključimo samo telesna občutja, telesne senzacije, vendar je to še kar zahtevna stopnja, potrebuje nekoliko treninga. Tako da je vizualizacija tudi sama po sebi zahtevna dejavnost in jo lahko izboljšujemo in treniramo. Vabimo vas k priključitvi k svetovnemu gibanju ustvarjanje notranjih predstav, podob srečne prihodnosti. Živimo v časih, ko je razmišljanje in verjetje v svetlo prihodnost še kako zelo pomembna. V teh časih, ko se na zunaj dogaja precej takih situacij v teh korona časih, ko nam mogoče marsikomu spodnaša tla pod nogami, izgubljamo občutek varnosti, svet se spreminja, mogoče celo kdo doživlja tudi, da se ruši, ali pa kar vsi doživljamo, da se vsaj nekateri vidiki sveta rušijo, je po drugi strani še kako zelo pomembno, da ohranimo v sebi občutek, da lahko tvorno prispevamo, angažirano prispevamo k temu, kaj je pa tisto, kaj se pa bo oziroma se oblikuje, kljub temu, da se nekaj ruši, se pa na drugi strani potem nekaj drugega oblikuje. No, ali je možno ustvarjati prihodnost? Tukaj bom predstavila odgovor domorodnih Sibircev, o njihovih idejah sama rada govorim. Zakaj? Zaradi tega, ker za mnogo vprašanj pri njih najdemo res takšne navdihujoče odgovore in tudi konkretne primere, kako lahko delujemo. No in tako pravijo, da tukaj Sibirka Anastasija meni, da se delčki predstav posameznikov lahko združijo v svetla prizadevanja. In da je pomembno, da je to zelo pomembna in močna sila, kadar se predstave več ljudi združijo v eno. In meni, da bi bilo zelo dobro, če bi se veliko ljudi prebujalo zjutraj, ob neki dogovorjeni uri, in sicer predlaga 6. uro zjutraj. To je ura okrog sončnega vzhoda. In ko se ob 6. uri prebudimo, nas čaka ustvarjanje predstave, vizualizacija in sicer razmišljanje o nečem dobrem. Ali vizualizacija dobrega. In sicer pravi, ni potrebno, da je to nekaj konkretnega. Pomembno je, da sproža v nas dobre misli, dobre občutke, da so misli svetle in povezane z dobrimi občutki. O čem lahko razmišljamo? Po njenem predlogu lahko razmišljamo o otrocih, lahko razmišljamo o tistih, ki jih imamo radi. Pomisliti pa je treba, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bilo vsem nam dobro. In pravi, kako zelo vredno je, če o tem razmišljamo vsak dan vsaj 15 minut. Čim več ljudi bo tako ravnalo, prej se bo med nami pojavil odgovor na vprašanje, kaj je v resnici potrebno narediti, da bi bilo vsem dobro. Časovni pasovi na Zemlji so različni, ker se Zemlja vrti.
Toda podobe, ki jih bodo ustvarile svetle misli ljudi, se bodo zlivale v enovito, jasno in nasičeno podobo ozaveščenosti, pravi. Hkratno mišljenje o svetlem krepi sposobnost slehernega človeka in jo celo večkratno poveča. To je preprosta vaja, ki se že izvaja bralci Anastasijinih knjig. Pogostokrat začutimo nekako ta preprosti klic, preprosto željo, da bi v bistvu to preprosto vajo izvajali, in sama jo izvajam, bom rekla, 3/4 jutr ali celo več. In menim, da je koristno tako zame, kot mogoče res tudi zato, da bi skupaj lažje našli rešitve. V zadnjem času se je pri pobudi Glas Slovenk pojavila tudi ta pobuda, da bi skupaj ustvarjali predstavo svetle prihodnosti Slovenije kot vrta ljubezni. Hvala za pozornost.